Prosim, gospod. Aha, to veste, da imajo gluhi pravico do tolmača. Tudi financiranje tolmača, to je tudi vprašanje, kdo bo to plačeval tolmača, takrat, ko je pač prisoten pri teh vseh dogajanjih. Ja, poglejte, vsekakor, kar se tiče recimo zasedanja občinskega sveta, oziroma stvari, ki se dogajajo na občinskem svetu, sem vsekakor zato, na to sem tudi že opozarjal v preteklem mandatu, da bi bilo prav, da dvorano ozvočimo. In če dvorano ozvočimo, potem tudi vemo, da na ozvočenje priklopimo tudi zanko za slušno prizadete in tako tudi lahko slušno prizadeti spremljajo stvari, ki se dogajajo znotraj dvorane. Kar se pa tiče samih prenosov sej oziroma predvajanja sej, tu pa moram reči, da žal sem prekratek na poznavanju zakonodaje, ampak vsekakor bi pa se pustil podučiti in upam in verjamem, da bi našli eno rešitev, kako bi lahko zagotavljali vsaj v tistem glavnem delu stvari na takšen način, da bi jih lahko razumeli tudi tisti, ki ne razumejo tisto, kar pač žal mi zdravi povemo. V prostorih za društvo imamo v zdravstvenem domu 15 kvadratov tole sobo in tu vemo, da je premalo prostora, ne moremo skupaj sedeti, smo kar se stiskamo v tem prostoru, zdaj pa v vašem projektu, če je mogoče možno najti kakšen večji prostor za nas. Vsekakor, jaz v tem nikakor ne vidim problema. Ravno prej sem govoril, da ima občina v starem mestnem jedru 5 stavb, ki samevajo. Določene so delno zapolnjene, so pa tudi določeni prostori, ki so prazni, tako da ne vidim, oziroma pravim, da ne sme biti problema glede tega, ker občina mora zagotavljati, da se bodo vsi občani imeli pravico, oziroma da imajo možnost, to pravico imajo, potem pa tudi občina mora zagotavljati to, da bo imeli možnost se srečevati na en normalen način, ker bodo lahko potem tudi delovali. Aha, ni v celoti bilo obnovljeno pač z betonom ali kako, ne vem, te jaški. In to že 40 let čakamo in zdaj v tem deževju se je pač sul ta plast, seveda jutri pridejo to pogledati in to me zdaj zanima, če se bo tudi to prišlo do tega, da se to obnovi. Pa tam, kjer je most, je tudi vedno problem, ker je vedno zaprto in tam je veliko se vozi iz Reč proti na tej cesti in vedno je to zaprto. In potem moramo se pač okrog voziti dalje preko Špart tam okrog pač. To je cesta stara štrekna, tako se radi pohecamo, ozkotirna, v bistvu železna cesta, ki je prej povezovala z Reče in Slovenske Konjice in pa ta tako zvani, zdaj že zelo glasni Režabekov most. Glede tega moram reči, da se nikako ne najde odgovora na vprašanje, kako odkupiti to zemljišče. Jaz mislim, da z dobro voljo mora se tudi to rešiti, oziroma tudi sam ne razumem, zakaj se ta stvar še ni rešila. Žal, kot občinski svetnik nimam toliko pristojnosti in možnosti, da bi lahko direktno vplival na to, vendar moramo oceniti, če je za Konjice in kar vemo, da je tudi ta most, povezovalni most, pomemben, potem tudi ta del problematike moramo rešiti na tak način, da zemljo odkupimo, da zemljišče plačamo lastniku in da potem sprostimo promet tudi preko tega mosta. Kar se pa tiče plazov in vsega tega, seveda zdaj deževja vemo, da povzročajo problem. Mi smo v prostorsko planiranje, urejanje zapisali tudi en podstavek, da moramo paziti, kje se gradi, seveda to zdaj ni problem, vaš konkretno, ampak smo še posebej zapisali pozor pri čiščenju vodotokov. Namreč vse tiste vodotoke, ki imamo, oziroma tudi vse kanalizacije, ki jih imamo, jih neredno čistimo in zato pri takih poplavah oziroma pri takih nalivih prihaja do tega, da ti vodotoki preprosto ne zmorejo tisto, kar bi morali pač prenesti.
Tako da, ja, se zavedam tega, zato ker sam spremljam situacijo po občini, se ne čisti, državno podjetje Drava, ki je za to zadolženo, tudi za vse te pritoke Dravinje zelo slabo skrbi, če gledamo, da v bistvu te vodotoke manjše, ki so, ki poskrbijo za hudodurniške vode, da jih v bistvu sam pokosijo, vsa ta stvar ostaja v vodotokih in tako voda ne more odtekati. Seveda posledično potem tudi s tem se sprožajo problemi pri plazenju, ker voda ne odteka dosti hitro. Tako da, ja, hvala, da ste opozorili na te probleme, se jih zavedamo, se pa tudi zavedam, da preprosto vsega ne zmoremo in da bomo mogli biti na te stvari vsekakor pa bolj pazljivi, s tem, ko se samo vreme, samo okolje spreminja, tako da verjamem, da bo to ena izmed stvari, ki bo tudi za lokalno skupnost zavezujoča. Potem bom še pa jaz samo predstavil še kandidate naše liste za prvo in drugo volilno enoto v konjiški občini, v trenutno še enotni konjiški občini, se pravi, to je pač volja ljudi, da se bo odločala, kaj in kako želijo slovenskimi konjicami. V prvi volilni enoti bodo Novo Slovenijo zastopali Stanislav Podplatan, Branko Plankelj, Marijana Tisovic, Ivan Pisanec, Janez Kuk, Ane-Mari Kotnik, Anton Zidanšek, Jože Brglez, Marija Ratej, Luka Levart, Viktor Žabot, Albina Kračun, Viljem Ratej, Anton Levart, Marija Polegek, Martina Plankelj. Druga volilna enota pa Josip Pintar, Josip Pahlina, Petra Vezjak, David Brglez, Lidija Gaber, Damjan Kokotec, Mladen Pintar. Če bi našteval še poklice in vse skupaj, zelo pestro zasedba, tudi glede let, tisto, kar kdo upravlja. Jaz pravim za te ljudi, ki smo na listah, zavzemali se bomo za to, da bomo konjicam, konjičankam, konjičanom prinašali novo energijo in pa da bomo pri vsem svojem delu in poslanstvu delovali resno, odgovorno ter pošteno. Absolutno, zato ker brez novih delovnih mest ni razvoja slovenskih konjic, zato ker če bomo čakali samo na denarna sredstva, ki nam pripadajo prek proračuna, preko glavarine, potem bodo konjice ostajali oziroma bomo ostajali en servis in bomo živeli v tem nivoju tega denarja. Če pa bomo gledali na razvoj, da bomo dajali možnost podjetjem, podjetnikom, ki želijo graditi in ustvarjati nova delovna mesta, to, kar se je v bistvu, ta interes se je pojavil pred dobrim letom, pa nažalost, jaz ne vem, zaradi česa ni prišlo do realizacije, šlo se je za 300 delovnih mest, ki jih sedaj ta podjetnik seli v Srbijo, ne vem, 300 delovnih mest danes v tem času, v času recesije za konjice pomeni ogromno in občina bi morala storiti vse, da bi ta delovna mesta zadržala oziroma tudi šla v to, da bi ta delovna mesta obstala v slovenskih konjicah. To je en primer. Zato moramo skrbeti, da bomo take industrijske cone, kot je Konos, recimo konoško industrijsko cono, smo postavili tako, kot je, ampak dan še je vedno travnik. Po 6-7 letih, odkar to obstaja, ko je lastništvo znano 6 let, nismo naredili na področju komunale čisto nič, čeprav je bila takrat podpisana pogodba med občino, še z bivšim županom in vsemi tistimi lastniki, ki so kupili zemljo, da se bo to komunalno opremilo in tako tudi bo posredno možno potem na tem zemljišču graditi. O katerem podjetju konkretno ste uvodoma govorili? Govoril sem o podjetju SGA, ki je želelo v Konjicah razvijati proizvodnjo luči, ker pa v bistvu tega, po mojih podatkih, tega ni bilo možno, pa so sedaj proizvodno preselili v Srbijo, oziroma selijo v Srbijo. Opozarjate tudi na potrebe dokapitalizacije in reorganizacije komunalnega podjetja? Vsekakor, poglejte, javno komunalno podjetje, tako kot je danes podhranjeno oziroma v osnovni vrednosti je vredno 60 000 evrov za zastarelo opremo in vsem tistim, kar bi naj bilo, to se pravi servis občankam in občanom, preko zagotavljanja čiste pitne vode, preko odvoza smeti, nimamo niti smetarskih avtov, kako šele zagotavljati prevoze na deponijo v Celje, tako naprej, če gledamo, ne. Smo na 3 lokacijah, na to že opozarjam nekaj časa, s tem tudi so stroški večji, če bi skoncentrirali podjetje na eno lokacijo, bi lahko tudi ostalo odprodali in potem tudi vlagali v nabavo novih strojev,
v vseh ostalih stvarih, ki jih komunalno podjetje rabi, in tako bi tudi postajali konkurenčnejši in konkurenčni tudi za odprt trg, ne samo za servisiranje tistih uslug oziroma za kar smo v prvi smeri kot javno komunalno podjetje namenjeni.